Kaj se bo zgodilo, če pride septembra? Verjamem, da premier Netanjahu sodi v Haag. On je vojni zločinec, ki ga je obtožilo Mednarodno kazensko sodišče. In ugotovili boste, da je to mnenje, ki ga ima veliko ljudi, prav zaradi posledic njegovih dejanj v zadnjih letih. Se zdaj bojite iti v New York? Ali ne boste šli zaradi tega strahu, čeprav v resnici nima nobene moči, da bi to uresničil? Odgovor je ne, nisem prestrašena. Islamistični župan New Yorka misli, da je predsednik Amerike in da lahko grozi predsedniku vlade Izraela. In to ni šlo najbolje, saj se je izkazalo, da ima predsednik vlade Izraela nekaj besed tudi za tega islamističnega moškega, ki poskuša prevzeti New York. Zdaj, Mamdani, za tiste, ki ga ne poznate, je vpleten v kup škandalov. Nedavno je na primer izrekel nekaj norih stvari o posilstvih, ki se dogajajo pod njegovo pristojnostjo. In ja, rada bi rekla, da je to pretiravanje, ampak ni. Poslušajte to. In kar se mi zdi pomembno vedeti, je, da velik del porasta posilstev izhaja tudi iz razširjene definicije tega, kaj šteje kot posilstvo. Pa tudi iz tega, da žrtve prijavljajo dejanja, ki so se zgodila že pred leti. V redu, torej on v bistvu pravi, da v resnici ne prihaja do posilstev na njegovem območju. Ljudje samo ne vedo, kaj je posilstvo. Morda pa on ve. Ne vem, zakaj bi bil on strokovnjak za definicije posilstva. To je kar zanimiva misel, ampak navsezadnje je islamist. Tako da bomo morali počakati in videti, kaj bo naslednje prišlo na dan o njem. Ampak trenutno, bolj kot ta velika polemika, ki jo ljudje, ali lahko verjamete, niso ravno navdušeni nad dejstvom, da trdi, da so številke o posilstvih takšne, samo zato, ker ljudje v resnici ne vedo, kaj je posilstvo. Dejansko trdi, da bi lahko aretiral predsednika vlade Izraela, če bi ta poskušal priti v New York. Pravzaprav sem se nasmejala. Morate slišati, kako Netanjahu odgovarja na to. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki morda načrtuje obisk New Yorka za generalno skupščino OZN. Obljubili ste med svojo kampanjo in po zmagi, da boste odredili njegovo aretacijo, da bi izpolnili nalog Mednarodnega kazenskega sodišča. Kaj se bo zgodilo, če pride septembra? Verjamem, da premier Netanjahu, ki sodi v Haag, je vojni zločinec, ki ga je obtožilo Mednarodno kazensko sodišče. In ugotovili boste, da je to mnenje, ki ga ima veliko ljudi, prav zaradi tega, kar so njegova dejanja povzročila v zadnjih letih. Prav tako sem povedal, da bom spoštoval zakone, ki jih imamo tukaj. Mislim, v redu, poleg dejstva, da želi slediti tem zakonom, ali sploh lahko aretira Netanjahuja. Poglejmo to na hitro. In če na hitro pogledamo na spletu, ali lahko Mamdani aretira Netanjahuja? Ne, New York City ali Mamdani nima pravne pristojnosti za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Dejstvo, da ta človek seveda vodi kampanjo o stvareh, ki jih v resnici ne more narediti, je pravzaprav nepomembno. In spomnim vas vse, da je ta človek zgolj župan, ki misli, da lahko počne, kar hoče, brez posledic. Pravi ljudje na oblasti v Ameriki, kot je Marco Rubio, trenutno trdijo, da je ICC izjemno problematičen in da se je treba proti njemu boriti. K temu bomo prišli čez trenutek. V New Yorku, ker verjamem, da je pomembno, da kot voditelj, ki vodi naše mesto, spoštujem zakon. In to je nekaj, kar nameravam storiti. Mislim, poleg dejstva, da sploh nima pristojnosti, želi spoštovati zakon, a se pretvarja, da lahko ukrepa po zakonu, za katerega nima pristojnosti. Poglejte, to je še en islamistični lažnivec. Oprostite, ne razumem, kaj to pomeni. Kar pomeni, da bomo v New Yorku storili vse, kar nam zakon dovoljuje, vendar ne bomo pisali svojih zakonov za ta namen. Kaj vam zakon dovoljuje? To je aktivna razprava z našim pravnim oddelkom in preverjamo, kakšne možnosti imamo v naši občini. Vendar pa smo na mednarodni ravni včasih videli željo, da bi pisali lastne zakone in šli izven okvirov zakonitosti, to nas ne zanima. Vidite, kako tukaj ne reče, da zakon pravi, da ga ne morem aretirati, ampak pravi, da bi se morali pogovoriti z našimi pravniki. In ona vpraša, ali ga lahko dejansko aretirate. Pravite, da ga boste aretirali. Točno to počnejo. Dajajo te velike, drakonske, dramatične izjave, kot da bodo naredili nekaj dramatičnega. In potem, ko jih vprašajo o tem, rečejo, da se bodo morali posvetovati s pravnim oddelkom. Ne more ga aretirati, ljudje. Mamdani ga ne more aretirati. Ampak tega ne bo povedal na glas, ker je prišel na oblast zaradi ljudi, ki mislijo, da lahko naredi vse te nore stvari, ki jih v resnici ne more narediti. Samo zapomnite si, fantje, Netanjahu je odgovoril na grožnje Mamdanija in to je naredil na najboljši možen način. Ta moški je res prava živa legenda. K temu bomo prišli čez trenutek. Običajno, ko ljudje pridejo na generalno skupščino ZN, jim je podeljena nekakšna amnestija, ker je to sedež Združenih narodov.
Ali mislite, da boste to spoštovali, ali pa dejansko iščete možnost, da ga aretirate? Mislim, da vključujemo vse naše pravne obveznosti, ena izmed njih je povezana z Združenimi narodi, drugi del pa je, da ne govorimo o osebni oceni Benjamina Netanjahuja. Govorimo o Mednarodnem kazenskem sodišču in o dejstvu, da imajo izdano nalog za aretacijo tega predsednika vlade. V redu, govorimo o Mednarodnem kazenskem sodišču, ker on to predstavlja tako legitimno, kot da ne gre za moje mnenje o tem človeku. Gre za to, kaj menijo prava, resnična sodišča sveta. Poglejmo, kaj ima Marco Rubio povedati o teh istih sodiščih. Po vsem svetu obstaja institucija, ki sama sebe imenuje To je prehitro. Ste vsi pripravljeni? Mednarodno kazensko prepodima. Po svetu obstaja institucija, ki se imenuje Mednarodno kazensko sodišče. Morda ste že slišali zanj, morda pa tudi ne. Verjetno ne poznate imen njegovih sodnikov, tožilcev ali predsednika. In tudi ni treba, da bi jih poznali. Toda medtem, ko govorimo, Mednarodno kazensko sodišče in njegovi zavezniki vodijo vojno proti naši državi. Ne z naboji ali raketami, ampak s statuti, sporazumi in silo tako imenovanega mednarodnega prava. Ko je bilo Mednarodno kazensko sodišče ustanovljeno pred 24 leti, so nam povedali, da gre zgolj za ozko varovalko, za svetovno sodišče, ki bo posredovalo le pri najhujših zločinih, kot so genocid in vojni zločini. In to le takrat, ko sodišča posamezne države teh zločinov ne bodo mogla preganjati sama. A resnica je, da je bilo to nekaj veliko bolj radikalnega in skrajnega. To je bilo svetovno sodišče, v katerem so delali neizvoljeni globalistični birokrati, ki trdijo, da je njihova moč skoraj neomejena. Nevarnost tega svetovnega sodišča se je le še povečevala. Danes ogroža vse vidike našega političnega in pravnega sistema. Agenti mejne patrulje odstranjujejo nasilne kriminalce iz naše države. Ameriški marinci tvegajo svoje življenja, da branijo našo domovino. Tožilci si prizadevajo razbiti teroristične zarote za napade in ubijanje Američanov. Če bomo stali križem rok, bodo vsi ti prepuščeni na milost in nemilost tujim sodnikom, tisoče kilometrov stran, kjer jim bo grozilo stalno tveganje pregona in celo zapora zaradi tako imenovanega zločina obrambe lastne države. Ameriško ljudstvo se s tem nikoli ni strinjalo in se tudi nikoli ne bo. Preberite besede naše deklaracije o neodvisnosti. Vodili smo revolucijo proti tuji sili, ki nas je prevažala čez morja, da bi nam sodili za namišljene prekrške. Neodvisnost je naša rojstna pravica. Nikoli ne bomo dovolili, da nam jo vzamejo tuji birokrati. Ta administracija ne bo stala ob strani, medtem ko Mednarodno kazensko sodišče in njegovi zavezniki skušajo ogrožati naše ljudi. Če mislijo, da nam lahko odvzamejo suverenost, jih bomo naučili pravega pomena ameriške odločnosti. Torej, to je to. Ena oseba, Mamdani, islamist, poskuša prevzeti Ameriko s svojo globalistično, socialistično in šeriatsko miselnostjo. Misli, da je ICC sodišče, ki bi ga morali poslušati, ker so verski. In en človek, Marco Rubio, ki ima dejansko moč v Ameriki in je res razumen, in vsi vemo, koliko ta človek res predstavlja ameriško ljudstvo. Tam zunaj govori, da je ICC nekoliko problematičen. In uganite kaj? Nima nobene zveze s celotno zadevo z Izraelom, ampak dejansko z Američani in njihovo sposobnostjo, da lahko počnejo, kar želijo početi. Ampak seveda, točno to se dogaja. Uporabljajo izgovor Izraela, da bi uveljavili stvari, ki bodo dejansko uničile Zahod. Ne skrbite, Netanjahu se ne zadržuje. Poslušajmo, kaj ima zapovedati o tem. Vprašam vas o novem županu New Yorka, Mamdaniju, ki je zelo odločno in samozavestno izjavil, da bi vas aretiral, če bi stopili v New York. V zadnjih, recimo 12 urah, je nekoliko omilil svoje stališče in dejal, da lahko tuji voditelji potujejo, kamor želijo. Se zdaj bojite iti v New York? Ali ne boste šli zaradi tega strahu, čeprav v resnici nima nobenih sredstev, da bi to uresničil? Odgovor je ne, nisem prestrašen. In odgovor si ti. Kaj želiš, da povem o Momo Mamdaniju? Mislim, kaj pa on? Želiš, da ti povem svoje mnenje o njem? Lahko ti povem, da sem jaz, veš, reformiral izraelsko gospodarstvo. Ni bilo povsem socialistično, ampak na pol socialistično in je dosegalo dno. Zato sem uvedel nekaj, kar imenujemo svobodni trg, oziroma, kot je splošno znano, kapitalizem. In vse je šlo navzgor. Izrael je postal svetovna visokotehnološka velesila. Tel Aviv ima zdaj spremenjeno panoramo mesta. Pred 20 leti smo imeli en nebotičnik, zdaj imamo cel gost nebotičnikov. In veste kaj? Neenakost se je zmanjšala, ker so se ljudje pridružili trgu dela. Tako so se dohodki vseh povečali in razlika med bogatimi in revnimi se je dejansko močno zmanjšala. Torej socializem ne deluje. Mislim, da je to ena težava za ljudi v New Yorku, prebivalce New Yorka. Druga pa je, da antisemitizem običajno uniči družbe. Pravzaprav vedno uniči družbe. Če je to prihodnost New Yorka, mislim, da ima New York zelo temno prihodnost. Ljudje se običajno prebudijo iz tega. Toda kar smo gotovi pri reformi izraelskega gospodarstva je, da je to zelo težko narediti. Zelo, zelo težko je. Nam je uspelo. In uspelo nam je z izjemnim uspehom. Izrael je zdaj ena največjih držav. Mislim, da naša borza raste hitreje kot katerakoli druga borza na svetu. In to po 2 letih vojne. In to je tisto, politiki so vedno naučeni, da dejansko ne odgovorijo na vprašanja, ampak odgovorijo na tisto, kar želijo promovirati. Ampak kmalu bo prišel do zadeve z Mamdanjem, samo malo dlje traja.
Zaradi zdrave strukture, svobodne tržne konkurence in ne zaradi nemogočih socialnih transferjev, ki ustvarjajo primanjkljaje in na to vse zrušijo na tvoje ramena. Veš, če sediš doma in samo nabiraš dolgove, prideš do položaja, ki se imenuje stečaj. In tja bi lahko šel tudi New York. Tako da mislim, da si želim boljšo prihodnost za ljudi v New Yorku, ampak če me vprašaš, ali me je strah iti tja, nikakor ne, seveda ne. Ali ste odprti za dialog z njim, če bi se obrnil na vas in si želel pogovora z vami? Poslušajte, trenutno imam veliko dialogov, v katerih sodelujem. Mislim, res veliko, prav. In mislim, da bi se moral on najprej spraviti k sebi, preden daje takšne izjave. Dobro je biti mlad voditelj, vendar ni dobro biti mlad, neizobražen voditelj. V smislu, da ne poznaš ekonomije, ne veš, kaj je antisemitizem, ne veš, kdo so slabi fantje. Mislim, da bi moral to malo obnoviti. Potem bi morda lahko imeli. Res mora to obnoviti, ker je islamist. Točno ve, kaj počne in je najhujši tip akterja. Kakorkoli, hvala vam za vašo pozornost glede te zadeve.